Prinašam vam pozdrav prosvetnega društva Podgora in se že veselim zanimivega večera z naslovom Gorica 9.8.1916, osvoboditev ali osvojitev. Posebej pozdravljam naša predavatelja, zgodovinarja Mitjo Jurna in Renata Podberšiča. Hvala obema, da ste danes z nami. Ponosni smo, da se današnji večer odvija prav v Podgori in gotovo ni naključje, da o tej temi govorimo prav tukaj. Podgorje med Prvo svetovno vojno kot celotno Posočje utrpelo ogromno človeško in materialno škodo. Večji del vasi je bil uničen, močno poškodovana je bila tudi naša cerkev. Na vprašanje iz naslova današnjega večera bi samo odgovoril zelo preprosto. Ne vem, ali je bila osvoboditev ali osvojitev. Gotovo pa vem, da smo Podgorci in Podgorke veliko izgubili. Hvala, dragi Goričanke in Goričani. Hvala prijatelju in kolegu Mitji, da se je odzval na ta večer, ki sva si ga zamislila kot pogovor dveh Goričanov. Midva prihajava z Goriške, z našega južnega konca. Med nama je slaba 2 kilometra razlike. Mitja prihaja iz Rupe, jaz iz Vrtejbe, oziroma Vrtojbe, sicer živim v Novi Gorici. Ampak imava popolnoma različno osebno, družbeno in tudi zgodovinsko izkušnjo. In to bi radi vam predstavili v današnjem večeru, ki se bo tikal točno 100-letnice italijanske osvoboditve, kot pravijo Italijani, ali pa padca Gorice, kot rečemo mi, ki smo sodili v neko drugo monarhijo, ki je potem ob koncu vojne, Prve svetovne vojne, razpadla. In je to, potem po tej vojni je bilo vse drugače, kot je bilo dotlej. Verjetno ste slišali izjave italijanskega oziroma goriškega župana, gospoda Žiberne, ki je govoril o redenzione della Gorizia, torej uporabil je izraze, ki so se zdeli mogoče že nekako potisnjeni v zgodovino. Ampak naš današnji večer ni namenjen toliko polemikam, kot pa razjasnjenju nekaterih zgodovinskih okvirjev, ki so Goriško zaznamovali pred 110 leti. Smo na simbolnem mestu, smo v Podgori, smo pod Kalvarijo, nedaleč od Gorice, nedaleč od Solkana, skratka tudi Slabotina, krajev, ki so Oslavja, ki so hudo trpeli v Prvi svetovni vojni, v naši fototeki, in se zahvaljujem tudi predstavnikom, kolegom iz društva, ki so nam dovolili uporabo teh fotografij, ki so nekatere, boste verjetno jih prvič videli, nekatere so bolj znane, jih je več kot 100. Glavnem, fotografije so avtentične, so originalne, nekatere imajo napise, nekatere so jasne popolnoma brez napisov in kažejo, kako je Prva svetovna vojna dejansko zaznamovala naš prostor. V fototeki društva je okoli 15.000 takih fotografij, za današnji večer jih je izbranih dobrih 100, za ostale se bomo zmenili pa še kdaj drugič. Da greva kar stvari, Mitja, kaj praviš? Glej, jaz bi dal eno izhodišče tako. Hodil sem v tako imenovane jugoslovanske šole. Vrtojba, jo boste videli pol naprej, je bila kot vasi, ki smo jih našteli, okoli 120 vasi je bilo bolj ali manj uničenih vzdolž Soške fronte, od Bovca do Morja. Vrtojba je bila najbolj poškodovana vas v Prvi svetovni vojni. 350 hiš, 360 hiš, ena sama je ostala koliko toliko cela. Boste videli kasneje. Podobno lahko rečemo tudi za Podgorje in okoliške kraje. O tem nisem slišal v celem času šolanja niti ene besede. V srednji šoli pa sem hodil tako eno družboslovno šolo, Italijani bi rekli liceo classico, so nam povedali, da Prva svetovna vojna je bila. To je vzame 10 sekund približno. Ne? To smo slišali v 4 letih šolanja, pa ne karikiram, se ne hecam. Torej prihajam pred vas, kot človek, ki ga to zanima, ki ga je determinirala zgodovina, ki je pa vendarle na naši strani Goriške, jaz ne rad rabim tega izraza, ampak vseeno nas je determiniralo. Glejte, pri nas nimamo niti ene ulice ali pa trga, ki bi spominjal na Prvo svetovno vojno. V Italiji jih je cel kup. V Italiji je na osrednjih ulic, če greste od Via San Pietro, zdaj Via Vittorio Veneto, ravno sproti Korzu, Via Corso, Italija, boste prišli na Via Novi di Agosto, ki je na osrednjih ulic v Gorici. V Italiji je cel kup ulic povezanih z Prvo svetovno vojno.
Mitja, kakšna je tvoja izkušnja, kako je italijanski pogled na to in kako ti gledaš na poimenovanja oziroma na spomin, kolektivni spomin? Smo rekli, ne bomo polemični, a po takem vprašanju je neobhodno, da bo kaj tako polemično. Vprašanje je, kako so Italijani recimo videli, kako vidijo še zdaj zavzetje za njih, Gorica je zelo politično ustrojeno, nažalost slabo, recimo tako povedano. V smislu, da padec Gorice je za, recimo, iz strateškega vidika pomenilo skoraj nič, ni bila na velika, bi se rekel tako, zavzetje, iz propagandnega vidika pa zelo veliko pomembnost je imelo. Ne? Ko Italijani udrejo, recimo, začne ta 6. ofenziva 4. augusta leta 16, 7, 8, potem počasi Italijani ukorakijo recimo do Podgorice, 9. tisti uradni vstop kot Aurelio Baruzzi, vi ga ne poznate, Baruzzija. Vsekakor Aurelio Baruzzi, recimo tisti, ki ima tudi pomemben podvoz, ki je železniški v Podgori, pride v Gorico, nastavi to zastavo na postajo železniško in zasedijo Gorico. To je velika propagandna, recimo, zmaga, iz strateškega vidika pa ni tako pomembna, ker si pomislimo, da naravni branitelji Gorice so bili, recimo, Debela Griža, po eni strani ima več kot Debela Griža, je bila Kalvari Podgora, Sabotin, Sveta Gora, Škabrijelj, Sveti Danijel, Markovi hribi in Soberi, tako recimo tako, da razumemo. Okoli so bili ta obronek teh majhnih gričkov in v roke padejo samo Sabotin in Podgora. Torej, Sveta Gora pade maja 17. leta, Škabrijelj bo ostal vedno v avstrijskih rokah, ali tako Sveti Danijel, ali tako Soberi in Mark, ne? Sveti Mark, tako kot 227. To pomeni, da iz strateškega vidika ni bila velika zmaga. Iz propagandnega vidika pa ja. To je, ker recimo Gorica je bila recimo avstrijska Nica, je pomenila dosti za Avstrijce in tudi za Italijane, da so recimo tudi na kakšen način tako recimo dali razumeti, da je umrlo 200.000 vojakov, ma smo prišli do Gorice. To je bil smisel, da recimo notranjost Italije razume, da je velika, recimo tako, bi rekli, zmaga ta Gorica. Potem propaganda je dala to, da so nastali ti miti, kot je Baruzzi, ki potem bomo boljše lahko risali, ali pa Enrico Totti, ali pa Cesare Battisti, Filci, vse tiste ulice, ki so po Gorici, jih ogromno. In še nekaj, recimo, če gledamo s strateškega vidika, Cadorna, ki je bil poveljnik, recimo, vojakov, recimo, armad, ki so tukaj se bojevali, 6. ofenzivo sproži, da potisne Avstrijce onkraj Soče. Ni bila napisana, da zavzetje Gorice je cilj 6. ofenzive. Je bilo samo, da potisne to, da Gorijsko mostišče, da premosti, torej da zavzeme prav Kalvari, Oslavje, Pevmo in vse te majhne gričke, ki so zdaj skoraj če vi greste tukaj iz Pevme proti Števarjanu, proti Oslavju, dobiste località Trebucchi, Madonnina, Doce del Bosniaco, Quota 188, Linsolo Bianco. Kaj so te imena po vaše? Veste, kaj se je zgodilo? Zakaj se imenujejo tako? So vse imena, ki so dali Italijani, da so na kakšen način posvetili in na kakšen način dali eno ime, ki se zdaj obstaja, kaj se je to dogajalo. Torej, to je bilo, recimo, to so bile bitke, ne Gorici. Gorici, na primer, je bilo 15.000 ljudi, ki so živeli normalno, so hodili na trg, so imeli trgovine, so imeli vse, recimo, skoraj normalno. Obstreljevanje italijansko do Gorice ni bilo tako, recimo, izrazito močno, ker so rekli, če mi zdaj dosežemo Gorico in vso porušimo, nima smisla, ne, recimo. To je ena stvar. In velike bitke so se prav odvijale na Grafenbergu, ki je tukaj en griček, ki ima 204 metre, pod Kalvarijo. Tukaj so bile srdite bitke in če mi gremo v vsako vasico, najmajhno vasico po Italiji, bomo dobili na kakšnem monumentu, na kakšnem spomeniku, kakšni cirki, kakšni ulici posvečeno Oslavju. Oslavje, ki so pisali doma vojaki italijanski, so pisali mami in so napisali, se tukaj 15 mesecev se bojujemo, umiramo v tem blatu na Oslavju, ki te ne pomeni nič, ne veš, kaj pomeni. Jaz nisem znal, kaj je Oslavje. Vedi pa, da je velik pekel. Ne? In to je bilo varno. Tega to Italijani ne govorijo. Govorijo pa, da so zasedli Gorico. Ne? Oni Oslavje so pozabili, recimo, in so povečali, recimo, recimo tako, jaz imenujem Pirovo zmago, ko so prišli do Gorice. Nažalost, po 110 letih, recimo ti zgodovinari,
recimo, ki živijo bolj na notranjosti Italije, ki ne vejo ali pa študirajo samo iz arhivov in ne iz raziskovanj po terenu, še zmeraj imajo tako, da ta šesta soška bitka je bila najvišja, največja in najbolj recimo, prepoznavna in tako najbolj recimo, strateško uspešna vojaška bitka. Ni pa tako, ne? Ker če mi gledamo zdaj tukaj z Mrem Gorico in najsoška bitka, to smo recimo tista, ki je šla, ki Italijane recimo potisnila ali pa Italijani so šli do Banjške planote, skoraj do Tolmina, tista pa tudi bolj važna in ni tako raziskovana. Nažalost, tudi zdaj, ko berem ta zastava, ta barusi, gor in dol, se mi zdi prav tako nesmiselno, da imamo tisto retoriko, kot smo imeli leta 20, ne, v Italiji. To nažalost, ko jaz govorim tudi širom po Italiji in to povem, sploh nimajo pojma, kaj se dogaja. Oni vejo, tisti zgodovinari, recimo tisti, ki so Rošat, iz Nengi, zdaj vi jih ne poznate, so tisti ugledni italijanski zgodovinari, sploh nimajo pojma, kje je Gorica, kaj je Kras, kaj je Oslavje, vejo na mapah, ja, na knjigah, ja, v arhivih, ja, no sploh nimajo pojma, kaj se je zgodilo. Sploh ne vejo, da tukaj do leta 17 so bili Avstrijci 500 let, Habsburžani, ne. Če mi nismo Italijani, ne, to je enkrat eno, jaz govorim, jaz sem Mitja Jure, nisem Italijan, jaz sem več Avstrijc in za 300 let lahko govorimo, kdo je več ali ne Italijan ali ne v Gorici. In to je problem, ki sploh v notranjosti Italije ima tudi zaradi, recimo prav ti se rekel, koliko minut se govori od prve vojne v Jugoslaviji? Nič. Mi v Italiji prve vojne lahko imeli 4 vrstice. In še tiste, večkrat so Italijani še zmeraj so tako recimo Kobarid Caporetto. Od Kobareda oni poveličujo o njihovo recimo prav izgubo, totalen recimo preboj, ki so ga doživeli leta 17, oni od tistega pišejo, od tistega študirajo, drugi stvari pa sploh tako. Je pa to, da Gorica potem takem leta 18 postane italijanissima, ne. Jaz tukaj se zmeraj vprašam, tudi Trst je italijanissima, Trst je druga zgodba, nima smisla, zakaj Milan, Venecija, Padva ni italijanissima, zakaj Gorica je. In ko beremo mi zdaj Ziberno, vašega župana, nimate vi občine Podgori, ne? Pa ste na volitve, ki bodo, da izven tega, ki je, recimo, ne vem, s kje izhaja, z Istrije, tako naprej, ima politično, vemo točnost, ki pride, on z tega sploh ne razume. In ta je problem, in tudi zdaj, ne, zdaj je 110 let, je bilo kaj obeleženo, izven, da so postavili eno korono tukaj pri podvozu na Barusiju, to zastavo. Zdaj vsakega julija, 15. julija, nesejo rožniki na Kalvarijo, na kotu 240, nekaj rož, ki so tam napadali karabinjeri, rožniki, ne. V drugi soški bitki so tam pehota ne utegne, pošljajo rožnike, rožniki so tista zoprna, recimo, vojaška elita, ki je bila zmerno v zaledju, ki je streljala v hrbet italijanske vojake, ko so, recimo, niso se bojevali, to je tudi na črna lisa na zgodovini italijanskih zgodovinarjev, ki ni še razčiščena in nosijo na Kalvarijo zmeraj, na Oslavje, ki je umrlo 16 orožnikov, ne, 16 orožnikov, ne 20,000, ki jih je umrlo v vsaki ofenzivi, recimo, ko so sprožili Italijani, več ali manj, da bi prebili to soško fronto. Torej, padec Gorice, in še to povem na kratko, pa le, to vprašanje je bilo eno, sam odgovor je bilo dosti, sem že poprej povedal. Jaz leta 2007 sem predstavljal knjigo Nad logem na pokrajini, tukaj v Gorici. In bo to bil Gargeta, ne vem, mislim, da ja. In govorim, tako da sem eden od tih prvih predstavitev, ta knjiga, majhna knjiga, ki obravnava bitke na majhnem gričku nad Gaberimi, tam so v Vodinski občini. In sem govoril avstro-ogrski vojaki, sicer v italijanščini, in italijanski vojaki. Na koncu vprašanja. Stane starejši gospod in reče, vse v redu, v italijanščini, ma jaz ne razumem, zakaj si govoril ti italijanski vojaki in avstro-ogrski vojaki, zakaj si rabil, ko si rabimo italijani, nemiči, ne, jaz bi ne znal koga oceniti kot sovražnika, sem rekel. Zame sovražniki so bili Italijani, da vas ne užalim, sem govoril italijanskim avstrijskim vojaki. Je treba reči, da nisem nikoli več povabili na pokrajino. Mitja bo v nadaljevanju še kaj o tem rekla, ampak prav je taki večeri pridejo, čeprav, kot je današnji, čeprav si mi rekel upravičeno, ko sva pripravljala, sva se malo pogovarjala, kaj bi danes povedali in lahko smo celo noč tukaj, ma ne bomo vas zadrževali celo noč, v bistvu, da bi bilo potreba to dialog, to razpravo na Goriškem in ne samo na Goriškem vzpostaviti med italijanskim in slovenskim svetom, oziroma slovenskim in italijanskim, ne bi se zgodovinarji pogovarjali, ampak takoj nastopi že vprašanje potem
stroškov, infrastrukture, jezika, ne? Večinoma italijanski kolegi ne govorijo slovensko. Kaj to pomeni? Tudi ne rabijo potem naših virov, ne? To je zanimivo. Ta manjko jezikovni, ki je še vedno obstaja, je boljše, kot je bilo pred leti, vsaj se trudijo prebrati nekatere naše knjige. Ampak deva postaviti tudi malo v kontekst dogajanja tukaj v tem koncu, ne? Avstrija dejansko je ob začetku vojne in vojna se tukaj ni začela leta 14 kot ostalih deželah s slovenskim prebivalstvom, torej bivše monarhije, Habsburške monarhije, ampak šele ko Italija vstopi v vojno maja 15. leta. In v bistvu se Avstrija, ki je segala pred prvo vojno, in to dostkrat pozabljamo, globoko v Furlanijo, do Palmanove, Palmanova je bila italijanska, ima Hradišče ob Soči, Gradiška di Sonco, je bila še avstrijska, naša. Italijani dobijo hitro, pridejo v Vileš, pridejo v Rudo, pridejo v Ločnik tudi, pridejo v Faro, vmes pobijejo okoli 30 furlanov, to se malo ve o tem, ker jih smatrajo za izdajalce, ker govorijo en čuden jezik, ki ga ne razumejo, pridejo tukaj do teh hričev nad Gorico in potem se 14 mesecev trudijo, da bi Gorico osvojili. Veš, kaj je zapisal črniški dekan Alojzij Novak v kroniko 3 dni preko je padla Gorica? Italijani bodo končno prišli v Gorico. Teh 2 kilometra bi v 14 mesecih še polž napravil. Od Podgore do Gorice. To recimo je točno, samo problem je, to iz strateškega vidika je zelo tako recimo zelo razčlenjen in tako jasen, ne. Italijani so bili slabi bojevniki, pika. Vojaki so bili hrabri, poveljstva, generali, oficiri so bili zelo nepripravljeni. Samo to, res je, da uradno Italija napove vojno Avstro-Ogrski monarhiji 24. maja leta 15. Naše slovenske tukaj vasi je prva vojna zaznamovala že junija 14, ko vsi mladeniči, možje, ki so bili recimo pri moči, so šli na fronto v Galicijo in Srbijo. Piramido, ki so postavili v Števrjanu pred par leti, ki gor je napisano tisti vojaki, ki so umrli leta 14, ki so bili recimo na tistih daljnih frontah, ko je cesar Franz Jozef recimo dal ta ukaz, so v cerkvi župniki povedali, letniki ta in ta morajo iti takoj v kasarne, ne? Oprosti, Mitja, ampak še eno stvar je treba dodati k tvojemu temu uvodnemu, ki je zelo zanimiva. Naši fantje, naši italijanski in furlanski z Goriške so šli v glavnem 97. pehotni polk, tržaški, in je šel na rusko fronto. Če so naše začeli po letu 2000, tam okoli še nekako, so začeli naši furlanski sosedje šele v zadnjih letih govoriti o svojih žrtvah v avstrijski vojski. Recimo, da ja, recimo v Krminu je tista zdruštvo, ne vem, ko se imenuje Mittel Evropa, prav raziskuje, tam Giorgio Miloko dela te knjige, raziskovanje, recimo, vsekakor tako, prva vojna je točno tudi tako, ko je bila stoletnica, bila guerra 14-18, ne, in če vi govorite s Italijanimi, oni imajo guerra 15-18, to je to, po vsej Italiji. Zdaj, glede strateškega vidika, Avstro-Ogrska, Konrad von Hotzendorf, ki po moje je tisti, ki je največ kriv, da se je ta prva vojna zgodila, je bil poveljnik Avstro-Ogrske monarhije, vojaških sil, je bil ta glavni, je imel atavično proti Italijanom, je bil zelo proti Italijanom, Hotzendorf, in on sproži to, recimo, to bitko, ta Gavrilo Princip je bil sam povod, recimo tako, to je velika, recimo, bolj diplomatska, recimo, stroka. Vsekakor, kaj naredijo Avstrijci? Točno so vedeli, Italija je bila povezana z Nemčijo in z Avstrijo, eno trojno zvezo, da v slučaju napade eno državo v drugo državo, oni vstopijo na pomoč državi, ki je napadena. V tem primeru Avstrija ni bila napadena, ma je napadla Srbijo. Torej, Italija reka, iz formalnega vidika nimam kaj, da čakam. Potem takem, recimo, tudi to je bilo, recimo, normalno. Avstro-Ogrska, ki je država, ki je ob meji z Italijo, je dala manj ozemlja v primeru zmage kot London, kot Francija. Kaj brigalo Angleže, če dajo celo Istro, če dajo vso Goriško, Trnovsko, do Ljubljane. Sploh ne zanima. Torej, Italija je iz tega vidika vstopila v vojno eno leto kasneje in Hotzendorf je že vedel, tudi če on pošle pismo Cadorni, ki začne vojna, koliko divizij nam daš tukaj na francosko fronto, in Cadorna ni odgovoril, rekel, bom politika, naredite vi, kaj jaz ne vem, kakam vstopimo. Tudi to, Cadorna je bil poveljnik pa, recimo, kot Hotzendorf za Avstrijce, je bil Cadorna za Italijane, je bil poveljnik vseh
sil italijanske vojske. Je nasledil Polju, ki je umrl leta 14. Ne, tudi ta Cadorna Luigi je sin Rafaela Cadorna, ki je bil leta 1870 je osvojil v tam Brece de Portapia. To je recimo, kako tudi ta stvar, ti generali so bili recimo, ker so bili pridni soratari, kar so bili, ne, to je poveda, da ni prav tako, ne, ta hierarhija vojaška. In kaj naredijo Avstrijci? Avstrijci so bili zelo pridni iz strateškega vidika, da so se utaborili na dele Krasa, dele te fronte, zmeraj dominantne, ne. Kaj naredijo? Oni preprosto zapustijo Tržič, Gradišče, vse te vasi Krmin, italijanske roke in se utaborijo na tabronke Krasa, ki so od Sotoča Vipave in Soče, torej Debela Griža, do Redipulje. Če vi greste po avtocesti, recimo Vileše, gledate desno, boste videli, da je vse ravno in tam se spenja Redipulja in tam so se Avstrijci utaborili. Že maja leta 14 so začeli tukaj utrjevati položaje. Major Hubner je na Debeli Griži, na vrh Svetega Mihaela, napisal tukaj ena utrdba, ki lahko pridejo študirati študentje iz vojaških recimo, akademij, ker je tako fajn uredil vse. In so zapustili recimo nižino in Italijani so počasi se premikali kot polži, točno. In sami Avstrijci, ko razumejo, da Italijani napadajo, če bi napadli recimo bolj vehementno, bolj močno, bi gotovo prišli do Postojne, do Vipavske doline v par urah, v par dnevih. Italijani se bojijo, kaj delijo? V Vilešah, si točno omenil, začnejo streljati na župnike, na dekane, na župane, ki mislijo, da so špijuni, mislijo Idrsko pri Kobaridu. Ne samo, ogromno takih primerov, ki so Italijani, so slišali en strelj v Vilešah, prav tipično slišali streljati po noči in mislijo, da so domačini, ki napadajo italijanske vojake, ki ni bilo tako. Po vsej verjetnosti je kakšen strelj, lahko je bil tudi kakšen avstrijski vojak, potem takem. In tam nastrada civilno prebivalstvo. Druga stvar je ta, propaganda italijanska, da Nuncio, ki govori, da treba te neodrešene zemlje recimo dobiti nazaj, la terra iridenta, ne? In ko prijo sem, dobijo enih, ki govorijo slovenski, furlanski in nemški jezik. Jaz imam primere, ko se recimo iz Kolovrota spušča proti Kobaridu in so prijete beršaljeri in začnejo govoriti, ne razumejo jezika, dobijo eno, ki za neke italijanščine, ma kje smo, in ti se sprašujejo, ma kje smo prišli, ma kje so ti Italijani, kaj hodimo mi, recimo na kakšen način to stvar tukaj recimo osvoboditi. In tako je Gorica, ne, Gorica je isti primer, Gorica ni bila minimalno italijanska, iz vsega vidika nekaj trenutno bilo, samo so bili tukaj Avstrijci. Mitja, pejmo počasi na avgust 16, ker drugače bomo res jih zdržali do jutra tukaj. Če se vrnemo v tisti zadnji popis prebivalstva 1910 v Gorico, je bila Gorica večinsko italijansko, zelo romansko mesto. Italijani in Furlani so imeli večino, 45%, 35% Slovencev, ne absolutno, ampak relativno. 35 je bilo Slovencev, 12% se jih vedno pozablja, je bilo teh goriških Nemcev, ki jih danes praktično ni več, in par procentov drugih, predvsem vojakov. Ampak Italijani se zaganjajo, kot si lepo sva rekla uvodoma, že v Gorico, po 14 mesecih na današnji dan pred 110 leti jo osvojijo, oziroma v noči iz 8. na 9. Aurelio Baruzzi kot tenente ugoraka na goriško južno postajo in potem tam izobesi italijansko trikoloro, ne, z savojskim grbom. Zdaj, to je naracija italijanskih medijev, zato ima tudi v številnih ulicah svoje trge, oziroma mestih svoje trge, ulice, v časopisje ga je častilo in upodabljalo na naslovnih straneh, intervjuji so bili z njim, ampak dej, Mitja, povej nam vsem skupaj, kdo je bil Aurelio Baruzzi, pravzaprav? Poročnik, Talentin Majhin, gotovo ni bil heroj, tisto nekateno. Recimo Italija, potem ravate heroje, so ga prelevili v heroja. On vstopi praktično, recimo prav tukaj, recimo iz Lučniga, recimo, razumeti, iz naših Lučnikov, pravi Italijani, 7.8. augusta. In dobi tukaj podvoz železniški tukaj pod gori in s 3 svojimi vojaki, z eno samo pištolo, naredi 200 ujetnikov. To je, recimo, uradna, točno uradna, tako naprej.
kar naenkrat on potem ukrade eno zastavo in ima zastavo s seboj, gre na postajo, dvigne trikoloro, ki zdaj izgleda, da so jo dobili v sredi polju, da bo nazaj razstavljali te bandere, to Italijani so za te stvari tukaj tako zelo patrioti. Kje je problem? On je spisal en dnevnik in v svojem dnevniku točno pove, recimo 7. 8. augusta Avstrijci minirajo vse mostove čez Sočo. Tako da recimo zabranijo ali pa zaustavijo začasno ta italijanski prehod reke Soče. Torej oni, Solkanski most v Rubijah, vse mostove so Avstrijci pognali v zrak, da zaustavijo recimo italijanske napredovanje. In ti tukaj, ki so bili tukaj v tem tunelu, ki so noter ga Avstrijci recimo tako lepo uredili, da so imeli ležišča, kuhinje, vse, so bili vsi ranjenci. Ranjenci, ki so prišli z Oslavije izpod gore, se niso upri premikati in so točno vedeli, da bodo čakali tam, da pridejo ujetniki. Ni bila nobena strateška vojaška poteza, ni bil nobena Rambo, ki je prišel noter, začel streljati in vseh dal kot ujetnike. On pri noter je bila tema, pravi, opren luč, ima to pištolo, govori v nemščini, ki je znal nemški jezik, Aurelio Baruzzi, in on je rečel, dobro, smo ujetniki, potem pogleda, so vsi ranjenci, so vsi, ki ne morejo hoditi. Torej, ni da je bila ta veka. Ma Italijani, še zdaj, če vi pravite, enega Goričana, se sploh zna, kot je Aurelio Baruzzi, mislim, da nema, če kakšen sploh je prebral, ali pa nekaj je rekel, ja, l'eroe di Gorizia, no, ha fatto 200 prigionieri, ja, ma kaj, če bi so jaz. Ja, ma to je resnica, ma veste kaj je to razlika, da tudi Aurelio Baruzzi je postal mit, nikoli pristopil fašizmu, ne? Tudi on. In jaz sem bral en članek, leta 80, ne veš, kakšno umrl leta 85, za eno 50-letnico, 60-letnico osvoboditve Gorice, pride v Gorico in časnikar na Pikoli piše, ja, prišel Aurelio Baruzzi, medalja, on dobil zlato medaljo za hrabrost, mislim, da je bil edini živeči, ki jo dobil. Ponavadi je bila zmeren postumna, so umrli, so dali medalje, ne, zlate vsaj. In opazi, da ima jopo, da ima porabljene tukaj vogale, ne, da ni šlo prav, ne, da ni bil pretisti, tako da on ni nikoli pristopil v fašizmu, tudi če vstopi vojaški stan, potem rata ven general, polkovnik, ne vem kaj. Samo ta velika zgodba Aurelija Baruzzi je ta, da on pride, ne naredi nobene velike vojaške poteze in to je problem prav zgodovinopisja. Ti moraš točno povedati, kaj se je zgodilo. Če ti govoriš in bereš kakšnega zgodovinarja, ki je tako lahko tudi nesebično pristranski, bi rekel, da lahko tudi nima pojma, pa ne raziskuje, moraš napisati, da je bilo 200, ima tam bila na bolnišnica, so bili ranjenci, ki niso se upali premakniti, niso se jih Avstrijci tam zapustili in da je on dobil. Oni so ostali tam, ker so mostovi že podrli, so točno vedeli, se pustili tam, ki niso bili hitro, recimo, prenosni. Mitja, da ne bo videa govorila samo o italijanskih napadalcih, pojmo še na drugo stran avstralske branilce. Treba je povedati, da avstralskim enotam je poveljeval v okviru Peter Made, ki se je borila ob Soči, od Posočja do Devina, za Štivana, je poveljeval general Borojevič, ki je imel pa sedež v Postojnski jami, oziroma hotelu Adlerhof v Postojnski jami, ki ni hodil na fronto, ki je bil tipičen generalštabni častnik. Najbolj blizu fronte, če me spomin navara, je bil Vrtovin. Torej, Vrtovin sredi Vipavske doline, to je bilo spomladi 17. leta, bližje menda ni prišel. V Gorico zanimivo ni prišel, se je pa v Gorici zelo izkazal človek, ki je danes popolnoma pozabljen. To je Erwin Zeidler, ki je bil doma iz Beljaka, ki je umrl leta 1945, kot je imel že več kot 80 let, med drugo vojno se ni udejstvoval in je za svojo obrambo Gorice dobil najvišje avstrijsko vojaško odlikovanje, viteški križec reda Marije Terezije, kar je prineslo tudi mu plemiško odlikovanje oziroma imenovanje, postavil plemič, bil je poplemeniten in izbral si je zanimivo plemiški naziv von Gerz. To je prevedli kot Erwin Zeidler, plemič Goriški, ali pa baron Goriški, recimo tak prosti prevod. In on je poveljeval 58. pehotni diviziji, ki je imela sedež v pravosodni palači tam v Gorici, v centru mesta, kjer je še zmeraj. In dejansko se je imenitno vojskoval. In on se je potem, zanimivo, da v času, ko je Gorica padla, torej 9. augusta, na današnji dan, 110 let nazaj, bi on dopustil doma, v Beljaku. In potem je pač izginil v pozabo. Ima eno ulico, v Beljaku sem šel preveriti,
v Beljaku, v centru Čita, je ena ulica, ki se imenuje po Erwinu Zeidlerju in piše gor von Gerz. Ja. To je vse. V Goriškem ne boste videli nobene ulice in tudi pozabljeni spomina. Ampak deva nekaj reči o tem. Avstrijci dejansko se umaknejo preko Soče. Prej si lepo povedal, porušijo vse mostove. Tudi če beremo spomine od generala, oziroma potem feldmaršala Borojeviča, ki jih je napisal leta 21, oziroma 20, eno let, ki so leta, ko je umrl, dejansko lepo napiše, da se je umaknil, da bi obvaroval svoje enote. Mi dva uvodoma nisva rekla, ampak razmerje na fronti, na soški fronti ob letu 15, ko je fronta se odprla maj, juni 15. leta, je bilo 9:1. Potem se seveda izboljša. Je verjetno, kaj bi rekel Mitja, 1:3, 1:4 verjetno, ne? V korist italijanskih napadalcev. Ampak vendarle ni šlo toliko za vojaško osvojitev Gorice, kot pa avstrijski strateški umik, kot si lepo povedal, na drugo stran reke Soče. Italijani osvojijo Solkan, osvojijo Šempeter, osvojijo Vrtojbo. Vrtojbo delno, pazi. Čakaj, jaz sem Vrtejbenc. Ja, res, Vrtojba. Ti moraš gledati, da Italijani imajo zgornjo, spodnjo Vrtojbo, Vrtojbico. Vrtojba Vrtojbo so poimenovali Italijani na starih, recimo, zemljevidih je Vrtojba in Campi Santi. Še zdaj, na tiste hiše, dve so v vasi, ki niso porajhali, piše še po italijansko, lepo po starem, Vrtojba in Campi Santi. Vrtojba je bila dobesedno na pokopališčih. Tisti reveži so bili potem v 30 letih prekopani na Oslavje, na Kostnico. Prvo so šli, ja. Prvo so načeli tega, da je heroji, ne bova šla podrobnosti, da ne bomo dolgočasno. Ogromno jih še tam, ogromno še počiva še tam. Ja, vse si videl, ko so kopali hiše, 2 leti nazaj, 3 leta nazaj so dobili 31 vojakov, ki so šli po 100 letih, verjetno ste spremljali po italijanskih in po slovenskih medijah, jih bojo zdaj očitno prekopali na Oslavje, po več kot 100 letih. Ne? Ampak dej, peva nazaj midva na avstrijsko stran. Kako gledaš ti, kakšen je tvoj pogled na to njihov umik preko Soče, da se utrdijo na Vrtejbenskih ričih in potem dejansko preprečajo vstop v Vipavsko dolino? Recimo, da ti so brez skrbi. Recimo, tukaj Borojevič se ni izkazal kot veliki strateg. Zdaj bomo pošteni. Borojevič je bil zmeraj v zaledju, on sam piše, da ne hodi v prvo bojno črto, da ne vidi, recimo, to je zelo tako, recimo, malo bi rekli hinavščino, tako, da ne vidi trpečih vojakov, da daje ukaze, da tako naprej. Torej, če jih ne vidi, je boljše, da recimo jih ne vidi. Ma to recimo lahko tudi to sem bral, ma ne vem, če je recimo res tako povedal. Vsekakor je prav Borojevič pravi točno, mi smo se umaknili. Ma sami Italijani razumejo, da je bila, ja, la grande vittoria, velika zmaga, ma so pa, da so umaknili, so se Avstrijci, in to je bilo prav recimo Borojevič in svojemu štabu, so se ustavili na dobro poznanih položajih, kjer so že leta prej ustanovili, uredili bojne črte za nadaljno bojevanje. Ni, da so se umaknili, recimo, ko so se umaknili Italijani pri Kobaridu in so začeli laufati proti Nadiži in proti Pjavi. Tukaj Avstrijci so točno se izmaknili, ker je tukaj prej na pomoč Leopoldini, ki je pa rato fašist, nažalost, je bil tukaj se bojeval na kraški fronti in on piše se v dnevniku, da vidi z Debele griže, da se nekaj plapola, da so vojaki, oficirji s svojimi jopami vedo žvolacari kapoti Avstro-Ungarici. Kaj pomeni, da so se umaknili recimo strateško perfektno, ni da so se umaknili, so se tam nekje ustavili, ker je bilo. In Zeidler, poveljnik, tudi on reče Borojeviču, ker Borojevič je potem tako, se umaknemo bolj notranjost, on bi že zapustil Mark, Svete Mark, Fajti, Hrib, bi šel bolj notranjost in je rekel ne, se samo tukaj na teh obronkih, recimo to so bili svoji generali, medtem Zeidler, ki nažalost po moje tiste dneve je šel za Šalikovo in Điro po moje. Zakaj mi bomo, veste, kdo je Alice Šalik, tista dopisnica. To je bila edina ženska, ki so jo dovolili, bila je Judinja, doma iz Dunaja, ki so jo dovolili, da je 3 mesece živela v jarkih tu okoli nad Podgoro, nad Oslavjem, tudi na Sapotinu je bila in je napisala imenitne spomine Amizoncov. Vzemite v roke, je tudi prevod italijanščino v slovenščino, ja, in tudi bila je od marca do junija 16, ja, in je imeniten spomin, je v bistvu ženski pogled na bojevanje, ker drugače, veste, vojna je bila zelo viteška, prva svetovna vojna. Je težka beseda, mi gre z jezika,
ampak je bilo skoraj več kot 95% bilo vojakov mrtvih. Civiliste so umaknili. Nekaj slik smo dali, boste videli tudi naši ljudi, ki so šli v begunstvo. Iz vseh vasi tu okoli so Avstrijci poskrbeli, da so šli vojaki oziroma civilisti v begunstvo. Ženske, otroci in starejši ljudje. Medtem ko druga svetovna vojna je bila že 50-50, 50% vojakov, 50 civilistov. Vietnamska vojna je že 10% vojakov, pa 90% civilistov. Zdaj vidite, kam ta tehnika 20. in 21. stoletja nas pripelje. Vsekakor, če gledamo za umik v Gorici, Avstrijci so zapustili, avstro-ogrski vojaki zapustili Gorico in so se utaborili na Škabrije, na Sveti Danijel, na Šoberje, na Fajti hrib in tista fronta je obdržala potem 7. šolsko bitko, 8., 9., 10. in 11. Ne? In ostali tam. Tudi to iz strateškega vidika, ma tudi iz propagandnega vidika, Italijani v 11. ofenzivi prodrejo na Bajško planoto skoraj do Tolminskega mostišča. In zanimivo je, da so Italijani in Avstrijci se smejali Italijanom, kako so bili tako, recimo, bi lahko imenovali recimo te bitke, prva soška bitka, druga je za Debelo grižo, 6. za Gorico in imenujejo zmeraj soška bitka. In kaj pomeni? Da so zmeraj tam. Eden na Dunju, ki je bral časopise, je rekel, dobro, ma so zmeraj na Soči so, torej nismo premaknili nič, fronta je ostala tam, recimo se je ustalila na Soči in tam je ostala. In vsi umiki avstrijskih vojakov so bili točno preštudirani, niso bili nikoli banalno zapustili, ker so rekli, to je bila tista vojna materijala, ne samo kot fizičnega, ampak tudi recimo glede vojakov. To je veliko izgub so imeli Italijani, ko so napadali, je res, da je bila razlika 1-3, 1-4, samo napadate nekaj in Avstrijci, ko sem povedal poprej, so se zmeraj, jaz dam samo primer, če imate vi recimo na Spetino ali na dolino, če se ti Avstrijci stavijo na vrh doline, Italijan mora iti na odprtem, torej med obema recimo črtama, recimo strelskih jarkov, recimo, gre na prosto, se spusti v dolino in napada recimo prvo linijo avstrijsko. In ga vidijo Avstrijci. Dovolj je, da imajo mitraljez dobro ustaljen. Mitraljezi, švarclozi, prva vojna je tista vojna, ki je velika razlika med tiste napoleonske vojne, ko so bili do tistih krat, ko pa pridejo mitraljezi, letalstvo, artilerija, plini in tako naprej. Ja, tanki tukaj pri nas malo manj, avtoblini so bili tukaj, tudi oklepna vozila. Torej je prav povod v novo tehnologijo bojevanja, smrtno, švarcloze, mitraljez recimo, ne vem koliko, 500-600 izstrelkov na minuto. Recimo, da tako bi lahko naredi 500 mrtvih v minuti. To je bila prva vojna. Večkrat to stvar tukaj, ko vedemo si strateških napadov, Gorice in tako naprej, izpustimo tisto stvar, koliko je bilo mrtvih in pogrešanih. Nezastojni recimo imamo tukaj oslavje 57 000 ostankov, recimo vojakov, imamo sredi polja 100 000 in zraven sredi polja v Fojanu imamo skoraj 20 000 avstrijskih vojakov. V Nabrežini imamo pokopališče in 15 000, Proseku. Kobaridu jih je, so Italijani 7 000 nekaj Kobaridu, potem je ogromno teh, tukaj recimo to gre več kot pozabo, recimo glede teh strateških in tudi tistih današnjih, recimo ne vem, ko se lahko imenuje, kar delijo zdaj v goriški občini, ki dajo to zastavo gor in dol, če bi lahko naredili en simpozij, bi povabili recimo zgodovinarje iz več držav, ne samo iz Italije, iz Slovenije, iz Avstrije in iz Italije, da bi recimo na kakšen način to razčistili in tudi na kakšen način dali razumeti prav prebivalstvo, če mi to delirajo. Vidiš, tukaj je pokopališče Via Vittorio Veneto. Je že sami tukaj domačini, po mojem, malo kdo ve, ni, da so krivi oni, zakaj se imenuje Trebuki, ali zakaj Lenzuolo Bianco, a zakaj La Madonnina. So vsi povezani na prvo vojno in tisto, kaj so, recimo, na kakšen način dali Italijani potem imena tem ulicam, tem okrajem in so se tako še zdaj. Veš, kaj je zanimivo, Mitja, ko se tako pogovarjava, upam, da je poslušalkam in poslušalcem zanimivo. Dejansko 110 let po vojni ugotavljamo, koliko stvari še ne vemo in koliko prihaja še vedno na dan. Nove slike, novi dnevniki, novi zapisi, nove umetniška dela, tudi ki so jih vojaki ustvarjali, ko se niso bojevali, ali pa so poskušali zbežati s fronte, se umakniti s fronte, da so v zaledju nekaj delali, da so imeli večjo šanso preživetja. Ampak pustimo to.
Prej si govoril o obrambnih linijah. Ne? Recimo ena taka obrambna linija, če bi Soška fronta tukaj ob Gorici se zrušila, jo je Borojevič že ukazal delati tam okoli Snaborja, Cola pri Vipavi. Se je že gradila. In v zadnjih letih se to bolj raziskuje in prihaja na dan, dejansko se kažejo gradbeni posegi iz leta 1915, ki so se delali, če bi se fronta pri Gorici zrušila. Ampak Gorica se je zrušila oziroma je bila osvojena, mimogrede Gorica je bila takrat spodobno avstrijsko mesto. Po zadnjem popisu 19 je imela 31.000 prebivalcev. Ko napove Avstro-Ogrska vojna v Srbiji in Rusiji, se zmanjša že pod 20.000, kar moški grejo na fronto, veliko renikolov, torej državljanov Italije, se umaknilo čez mejo v Renijo, ne, v kraljevino Italijo. Potem, ko Gorico osvojijo Italijani, 9. avgusta 16, jih pričaka dobrih 3.000–3.500 ljudi. In po tvoje, malo povej nam, kakšno je bilo življenje v osvojeni Gorici? Italijani pridejo, pričakajo jih večinoma Italijani, pa ne samo Italijani, tudi nekaj Nemcev, nekaj Judov, tudi 300, 200, 300 Slovencev je bilo med tistimi, ki vztrajajo v Gorici, ki se iz različnih razlogov ne morejo umakniti v begunstvo oziroma vztrajajo na svojem domu, konec koncev, komu lahko zameriš, da vztraja na svojem domu, če le more. Ampak kakšno je bilo življenje v osvojeni Gorici? Med vojno govoriš ti? Med vojno. Jaz, kar sem zasledil v arhivih in v dnevnikih, je bilo izgleda skoraj nenormalno, da na Oslavju se je umiralo in potem na Café Garibaldi v Gorici se je imelo življenje normalno. Vojaki pridejo z Oslavja, avstrijski vojaki, grejo v Gorico in imajo normalno življenje. So trgovine, so gostilne, vse kot normalno. En dnevnik tistih sester Marinac je bil izdan v italijanščini. Ja, oni živijo tam normalno, nimajo nobenega problema, ne z Avstrijci, ne? In ko pridejo Italijani, ti so Italijani, ne? Sploh ni. Problem je ta, ko pridejo Italijani tukaj v Gorico, veste kaj je problem Gorica potem? Recimo tudi to bi bilo recimo za nekaterim obrazložiti. Je bila bolj obstreljevanja glede artilerije italijanske kot za avstrijsko, ne? Ko pridejo Italijani recimo tukaj, potem je Avstrija, ki napada in so recimo na kakšen način Italijani dali več recimo izstrelkov kot Avstrijci pol leta 16. Ne? Tudi če però Gorica ostane zmeraj, če mi gremo v Gosposvetsko ulico, vidimo v Via Carducci, vidimo Škabrelj in Škabrelj je bil avstrijski in so se tam bojevali, ne? In Gorico so pustili pri miru, torej Avstrijci. In torej se je živelo, mislim, relativno normalno. Torej reči tudi to, da so se nekateri, recimo trgovci, zelo obogatili z vojno, ne? Te Črna borza in tako naprej. Vsekakor ja, za življenje točno, vse ti dnevniki, vojaki, tudi italijanski vojaki Gorici, ko opisujejo Gorico, opisujejo kot eno mesto, ki je razrušeno normalno, ni bilo velikih, recimo tako velikih razlik. Zdaj, mi si omenil dnevnike. Imamo dnevnike italijanske strani, imamo dnevnike z avstrijske, avstro-ogrske strani, vojaške in civilne tudi. Imamo pa tudi en zanimive zapise, spet ženski pogled, goriških uršulink. Uršulinke so bile edine redovnice, ki vztrajajo v Gorici, tako časa napada italijanske osvojitve in potem tudi avstrijskega obstreljevanja, oziroma ves čas do Kobarida, torej jeseni 1917. Se splača vzeti v roke, pred par leti so išli kot prepis in so imeniten vir za poznavanje življenja tega goriškega samostana, ki ga danes ni več. Se vemo, da uršulinke so šle par let do konca, 6-7 let nazaj iz Gorice, ampak njihov samostan je stal tam, ker je Via delle Monache, na vrhu Reštela. To je bil eden največji goriški, najstarejši samostan iz 1672 in boste videli nekaj slik, je tudi gor tukaj pred vami, iz teh kleti. Ta samostan je bil zravnan, danes je samo ena tabla tam še, ki kaže, ki je bil samostan, ampak kleti so bile namenjene šoli za otroke, ki so hodili, tisti otroci, ki so vztrajali v mestu, so hodili v šolinkam v šolo, v klet tudi v času, ki je bila vojna. In tudi recimo Miklavža in ostale praznike so praznovali v kleteh tega samostana. Ja, so bili v šolinkama, so bili tudi recimo tudi druge hiše, ne? Ja, druge hiše. Tudi javne hiše so bile. Ja, vse živo je bilo. Tudi kino je bil. Je zanimivo, da Hemingway, ki ni bil nikoli tukaj na naši fronti, on pride na Piave ranjen, napisati so knjigo Z Bogom orožje
In potem jaz sem bral večkrat, da je hodil iskat leta 20-30 po Gorici, Bijela 20. septembra, kje je ta hiša, ne, ki je bil se on se spomnil, ki je bil tukaj leta 18-19 in šel prav recimo iskati bordelje okoli, bom to izven tega. Recimo, ja, je bilo živo mesto, ni bilo tako mrtvo, recimo, glede tega. Tako. Pol sva rekla, ne, Mitja, fronta se obrne, Avstrijci zapustijo, eno strateško mesto postane Volčja Draga zaradi železniškega postaje, zaradi železnice in tako je šlo veliko materijala naprej proti Dorenbergu in proti Ajdovščini, ki je bila pomembno zaledje za municijo, za bolnice, skladišča in tako naprej in tako zasliševanja ujetnikov italijanskih. Po tvoje, kakšno tvoje mnenje? Zdaj greva mi da tisti del, ki veš, ni najbolj zgodovinarjem všeč. If history, kaj bi bilo, če bi bilo? Če bi Italijanom uspelo prodreti to Hričevje vzhodno od mesta, zlasti govoriva Škabriel, ki ni padel v italijanske roke, potem Sveta Gora je že padla leta 17, medtem v Tojmenskih reči Šober in ta del je ostal pa zmeraj v avstrijskih rokah. Kaj bi se potem zgodilo? Po tvoje, kje bi se ustavila italijanska vojska? Ker njihov cilj, že leta 15 je bil prodret do Vipavske doline, naprej v Ljubljano, en krak proti Zagrebu, drugi proti Dunaju in Avstro-Ogrsko izločiti iz prve svetovne vojne. Po moje bi se samo v Renčah. Ja? Po moje bi se samo v Renčah. Ne, izven tega, težko je razumeti. Pomeni, da Avstrijci ponavljam so bili, recimo, oni so imeli te linije pri Covlu, so imeli že postavljene linije. Veste kaj, Škabriel, ne? Škabriel, Sveti Danijel, dva grička, ki so tukaj, Sveta Gora pade maja, recimo 10-11 ofenzivi Vodice tudi, torej si lahko reče. Samo Mitja, oprosti, ne jih zdaj razvajati. Škabriel, Sveto Goro, Sveti Danijel in to bomo drugo leto, ko bo 110-letnica onih bojev. Okay, letos smo pa v 6. ofenzivi. 10. 11. ostane za drugo leto. Ne, to je razumeti, Sveti Mark, recimo, kota 227 in ti Šobri, te kote 100, zelo, tudi tukaj, ne, Vrtojbica, ki zdaj je tam majhin skoraj nič. Ja, ampak Mitja, oprosti, če berete La Stampo oktobra 16. leta, resno, to ni hec. To so vas učili v šoli, da je hec, ampak ni hec. Oktobra 16 abbiamo attraversato il grande fiume Vrtojbica. Veš, kaj je problem? Problem je ta, da Vrtojbica ni bila tako, kot je zdaj. Vsi dnevniki in vsi vojaške poročila, Vrtojbica je bil ena najhujših položajev za Italijane leta konec leta 16. stoletja. Najhujše, kaj je bilo voda, močvirje, so živeli kot batrači, pravi dnevnik, torej kot žabe, po teh tukaj je bilo tukaj voda in ti grički, če gre se vedno na Šoberi, je kot 100, 101, so majhni grički, so kot na majhne postojake utrdbe, naravne in oni so Italijani napadali z nizkega na visoko, a vsi si svoje mitraljeze so križno streljali, torej ti si neobhodno mimo jarka si dobil recimo gotovino kroglo, ki te zadela, to je bilo to. Zdaj za Šoberi imamo Volčjo Drago, Renče in tako naprej, samo problem je ta, da oni bi zasedli koto 100 in bi dobili drugo koto 120 metrov bolj naprej in drugo koto 100, 300 metrov bolj naprej in tako naprej. Če greste vi, to je zdaj trim steza tam na Šoberi, so vrtovniški grički lepi, postojeni s trtami, fajn, super, bežte zadaj. In vse ta gričevje, so vse jarki, tam ni kras, torej Kotoslavje, je opoka, torej so te strelski jarki in te vojaška dela so malo vidna, samo obstajajo, če imate vi recimo oči, da gledate na malo bolj strateškega vidika, so kaverne zasute in to je ogromno teh gričkov. Kot pravi, kakšen dnevnik, ki je pisal kakšen dnevnik italijanski vojak, ogromno, ko pridejo na kakšno oslavja, pa pride, kota 188, dam primer, tukaj, kjer je zdaj vodovod na Števerjanu, ne? Ti se bila ključnega... Na Slavju. Slavju, kaj sem rekel? Števerjanu. Ja, Slavje. Ja, res je. O Slavju. Jaz sem večkrat raziskoval tisti predel, ne? In za avstrijske vojake je bila ključno vredna tista točka. Oni so napadli vse kote in so zapustili 6. augusta leta 16. In so Italijani 15 mesecev napadali in kaj je bilo? Zakaj? V ozadju je Goriška kotlina, je Gorica. In kaj so šli? So šli na Šober, so šli na, bom postimo Staš Škabriel, torej zdaj, na vse tiste kote, ki so bile podobne kot 188, ki zdaj ne pomenijo nič. Je en griček, sploh ni
il monte, San Michele, il monte, San Floriano, il monte di Oslavia. Zato, recimo iz alpinističnega vidika monte pride, ko imaš več kot 600 metrov. Samo italijani so monte, vsake griče, ki imenovali monte, ne? Monte San Marco in tako naprej. Tudi če ima 200 metrov višinske razlike. Zanimivo je, da če bi, po mojem, ta če bi ne drži, vsekako jaz ponavljam, bi šli do Renči, do Špasapanov, bi tam se ustavili. Ker če mi gledamo če mi študiramo te strelske linije, strelske jarke in tako naprej, povezovalne vse, če gremo na Špasapane, gremo za Zabinske griče, jih dobimo nazaj. Nikoli se tam niso bojevali, ker jih niso uporabljali. Samo se že pripravili. Če oni bi se iz strateškega vidika bi se umaknili, Italijani bi dobili kot tukaj na Krasu, kot tukaj v Gorici. Na Krasu so zapustili Debelo grižo, so pustili dol in so šli na Sirije, na Lokvico in tam so stali do konca vojne. Fajti hrib ne pade nikoli. Zdaj za Fajti hrib imamo Trstelj. Zdaj za Trstelj imamo potem drugo nižino, potem imamo tako naprej. Bi se rekel tako, ena stvar, ki bi se ponavljala, po mojem, neskončno, dokler bi bil en vojak italijanski še živ, ali pa avstrijski. Ta je moja ideja potem. Mitja, če gledamo strukturo italijanske vojske, približno 70% je bilo srednja, predvsem pa južna Italija. Ne? In če gremo mi do južnoitalijanska mesta, tja do Sicilije, bomo marsikje videli Via Podgora, Via Oslavje, Via Monte Santo, Via Montenero, Via Opacchiasella, Hudi Lok in tako naprej in tako naprej. Kaj je pomenila ta vojna v italijanskem kolektivnem spominu? Ti hudi spopadi, zmag ni bilo, kot si povedal že v današnjem pogovoru, ni bilo ravno veliko. Mislim, da sva uvodoma rekla že, ampak osvojitev Gorice je ne toliko vojaški, kot pa strateško-politični cilj. Pravzaprav edino veliko mesto, ki ga Italijani osvojijo med vojno. Ljubljane ne osvojijo, Trenta, Tridenta, Bolcana, Bocna ne osvojijo, Beljaka ne osvojijo. Torej, kaj je potem ta zmage, če jih lahko imenujemo zmage, ne bova šla zdaj mi dva v Kobarid, to so rekel, ostane za drugo leto. Ne bova odpirala vprašanja Kobarid Caporetto, ne? Ampak peva mi dva do leta 16, do Gorice. Kaj pomeni to v italijanskem kolektivnem spominu? Je grozno, je velika tragedija, dovolj, ni drugih besed. Dam samo en primer, Corriere della Sera, maja leta 17 napiše Hudi Lok je caduto. Ste videli, kakšen bo v Hudem Logu na Krasu? Ima 4 hiše, 5 hiš, nekaj. In vse gledališča so ostale za minuto in ploskale, ko so prišli treni v Hudi Lok. Problem je ta, težko, da bi se razumeli tako v par stavkih. Po mojem, ni bilo ene same družine v Italiji, da bi ne imeli napadega, ranjega ali enega vojaka, ki se bi bal v prvi vojni. In to, ko je vojna končala, nažalost nastopi fašizem, ki to stvar poveličuje in večkrat ti vojaki, preprosti vojaki, ne govorim D'Annunzia, ne govorim Benita, ne govorim od raznoraznih Badoglija in tako naprej, ki so bili zoprne osebe in so se pokazali tudi po prvi vojni, da so zoprne osebe, zelo zoprne osebe, je problem ta, da so to stvar zamolčali. Je bila Grande Vittoria, se oblečemo v črno srajco in smo naprej. Vsekako v družinah je ostalo velika tragedija. Ponavljam, če vi greste vsako zakotno vasico po južni Italiji, tudi v Rimu, kam greste, boste dobili ulico, ki se veže na prvo vojno, v vsaki cirki, po moje, so gotovo, ki so padli prvi vojni, vsak spomenik ima caduti per la patria, caduti per la grande guerra. Kaj pomeni patria, kaj pomeni to, in vse drugi, recimo, lahko govorimo in razglabljamo še druge večere. Vsekakor, za moj pojem, bila tragedija, ni bila nobena velika mitološka zmaga. Kot so jo Italijani, in gorje državam, ki rabijo heroje. In to je bila Italija. Italija leta 18 pride ven, tudi Italija ni imela, če bi ne vstopila v vojno Amerike 17, ma ne z vojaškega vidika. Tukaj so bili Angleži, so bili topničari, so bili Francozi, malenkosti, recimo glede na število vojakov, se je bojevalo na fronti, iz ekonomskega vidika. Če bi ne bilo Amerike, bi dala recimo novo ekonomijo, denar, v industrijo, recimo vojaško, bi Italija zgubila vojno, gotovo.
tudi če Avstrija vojno izgubi 14, no? Ko napade Srbijo, Galicijo, ti boljši oficiri, ti boljši vojaki padejo v nesmislih bojevanjih, to je druga velika dilema in vprašanje. Leta 15 so že izmučeni. Ko prijo sem Nemci, oktobra leta 17, drugo leto, gledajo teh Avstrijcev skoraj tako recimo, kdo so ti berači? To so Nemci, ki tudi oni imajo hude probleme v Nemčiji. Ne? In to je Avstrija. In Italija je bila še slabša. In Italija ima doseže največjo strateško in vojaško moč prav leta 18, ko nastopi ekonomija ameriška v ozadju in daje nove denarce v to vso. In kdo zasluži? Ansaldo, Fiat, ogromno velikih teh industrij se prav recimo zasluži bajne vsote denarja prav recimo s to prvo vojno. V kolektivu pa ostane tragedija. Če bereš dnevnike preprostih vojakov, je bilo večina nepismenih, niso razumeli, zakaj so bili tako recimo po domači rečeno skoraj podložni. So šli se bojevati, ker so ukazali, pika. Ni bilo debate, ni bilo sindikatov zad, ni bilo zakaj, koga, ni to ne. Oni so primili, kralj je ukazal in gremo, pika. Ni bilo nobenega, in so umirali kot muhe, recimo. Ne? In ko muhe umirijo, ni več niti na stvar, ki bi se dalo tudi. Jaz večkrat razmišljam, ko mrje kakšen vojak zdaj, ki gre v tiste misije de la Pace, za mir tam po Bosni, po ne vem kje, in jim dajo te medalje zlate, pride predsednik republike in teh recimo italijanskih, ne samo, tudi avstrijskih vojakov, pa so pozabljeni. In če gledamo, koliko je bilo pogrešanih, po moje na oslavju mi pijemo vino, dobro rebulo in gotovo pijemo na kosteh teh vojakov, italijanskih, bosanskih, avstrijskih, ki so še zmeraj tam in niso še niti, recimo, nimajo niti križa, ki bi lahko matere in žene in družine. Mitja, veš, ne vem, če boš verjel, je skoraj 1 uro sva tukaj, veš. Hvala. Ne, čakaj. Lej, vsak pogovor mora imeti tudi svoj zaključek, ne? Tak bi rekel, da bo kaj povedal. Mi sva govorila v glavnem o preteklosti. Spustila sva leto 17 in 18. Tako da vejo, da drugo leto, če bodo hoteli, pridejo spet poslušati. Se strinjate? Ja. Je bilo dolgocajtno? Dobro. Preko in damo vprašanja, sploh da jih pustimo na koncu, da bo kaj vprašali. No, veš kaj, še eno vprašanje bi me zanimalo. Deva malo razmišljati o tem. Lej, 110 let je po padcu Gorice. Zdaj reka se, da politiko ne bo šla, ampak goriškemu županu, da so volitve, se zdi pomembno, da vleče ven Conquista di Gorizia, Redenzione, Baruzzi in tako naprej. Ampak pustimo ta vidik. Lej, izdajajo se knjige, pišejo se študije, jih ni malo, tudi kar nekaj, lej, Vilija vidim tukaj, pa naše člane društva, Soška fronta, ki se ukvarjamo, midva, kaj se trudva napisati. Ne? Se raziskuje, se piše, tudi v časnikih, ali pa na televiziji, kakšne dokumentarni filmi, ki so recimo dokaj, bomo rekli, uravnoteženi ali pa strokovni. Zakaj po tvoje se še vedno ljudje vračamo nazaj na Prvo svetovno vojno? Mi Goričani nas je determinirala, naše prednike, naše vasi smo povedali, vse je bilo uničeno, nekaj slik smo pokazali, nekaj bomo drugo leto. Zakaj po tvoje je to še vedno aktualno med ljudmi? Ne nazadnje, lej, ti si rekel, da bo prazen večer danes, koliko se nas je zbralo. Lepa udeležba, ne? Očitno ljudi zanimajo te tematike. Očitno, niso šli na dopolso, očitno. Ja, dobro, ampak so prišli poslušati tako temo, ki je recimo dolgočasna, prekudo, ne? Ja, brez skrbi. Zakaj po tvoje? To je jedno vprašanje, ki recimo lahko razglabljamo par ur. Ne, dej par minut, ker smo skoraj 1 ura že. Ja, za moje, tako je. Prva vojna se je zgodila na naših tleh, pika. Ne moramo mimo tega, nismo mi krivi, to imamo in to recimo na kakšen način tistega, ki zanima, recimo raziskuje. Recimo, to bo šlo naprej. Glede pa pisanja in dobrih študij jih ni. Obratno, dosti knjig se izdaja, za moje pojme več kot polovica je prav. Zdaj je prišla ena knjiga, Goricija, Miljan Žito-Sediči, je spisal Kadejdu, moj se poznan, sem vzel to knjigo
je nečitljiva, neberljiva, ker piše samo podatke vojaške, on je prepisal recimo uradne poročila in pika, sploh nima nobenega recimo smisla kupovati in še manj jo brati. Manjkajo študiji, ti pravi. Ti si rekel, prej sem pisal, jaz ne vem koliko knjigi, meni manjka knjiga od Oslavja. Meni od Oslavja je napisal knjigo Oslavje, kot 80, Trebuki, Sorobjanko, za vsako to vasico, ta zaselek bi napisal na knjigo. Te so knjige pametne. Ko ti bereš La Grande Guerra na splošno in prime to 500 km dolgo fronto, niso to prave knjige. Manjkajo knjige, študij, Grafenberg. Jaz sem se zaljubil, iz vojaške vidika, ogromno mrtvih Italijanov, ki so napadili, Avstrijcev, ki so branili. Kdo pozna Grafenberg? Kdo je bil na Grafenbergu? Veste, kje je Grafenberg? In vi živite pod gori. Ne? Ma niste vi krivi, to je prav problem, recimo, jaz sem govoril tisto Mirjam, tista, ki ima gostilno, ne? Si go, ne mogo, zadovoljno. Bi kdo šli na Grafenberg, ma kje je? Tukaj. Ona je bila 100-krat na tem Grafenbergu, torej ne ve, kaj se je dogajalo. In Grafenberg je bila tista kota, cespetina, ki je branila Gorijsko mostišče, recimo iz strateškega vidika. In to manjka. In to manjka, ker so tisti, recimo, uradni zgodovinari in ne mi, ki smo recimo bosi zgodovinari, tako recimo kmečko ustrojeni zgodovinari. Jaz sem bil enkrat pred leti, sem bil na Fiera del Libro di Torino, ne? In so predstavili in sem govoril od terena, od zemlji, od krasa, ma lei conosce lei un contadino, so mi dali, ma ker tam so govorili vsi ti strategi po preblečenju, so imeli vse ti so kravate, vsi sem bil, ma kaj sem prišel. In so govorili z arhivov in niso imeli pojma, kje je Kras, kje je Oslavje, kje je Gorica. Oni so brali, živijo v Rimu, Milano, perfektno za študije univerzitetnih, recimo, veščin, ma ni bilo za nas. Ne? In to po mojem manjka. In ne bom nikoli razčistil vse. Jaz, ko hodim po arhivih, se zavem, koliko bi lahko jaz, ne samo jaz, tisti, ki ima voljo, pisal. In zdaj moj prijatelj piše knjigo o Koti 383 na Plavah. Manjka knjiga Svete Gore, manjka knjiga od Svetega Marka, manjka knjiga Šoberjev, če gledamo v to. Če potem poljudno pišeš o prvi vojni in napišeš, ko so bili Italijani pridni, da so prišli do Gorice in prejšnji dan sem bral na Pikoli Enrico Totti, Cerimonia per questo Totti, ma porco Sveti Totti je na farsa, je tako, recimo, kako vi pomisli, kdo je bil pri vojakih? Če je imel recimo nomiopijo, ali bil suh, ali so ga, ko se reče, so ga dali, so ga škartirali, ne po domači rečeno. In ta Totti, ki je bil brez noge, nogo zgubi, ne v vojni, zgubi leta 1908 na železniški postaji, ki je bil tam na železničar, zgubi v civilnem življenju. In da je bil ta vojak in še zdaj imamo ta mito, imamo zdaj tukaj Piazza Batisti, ta Enrico Totti, ki meče, to je bir, proti avstrijskim vojakem, in nismo kopaci, nismo zmožni, to je da ni prav, da ne gre prav. To je treba razčistiti. To je en primer, Ako gremo naprej, dajte mi eno idejo, dajte mi eno besedo, ali kaj vam povem moje mnenje. Ma to je to. In če ne smemo mimo tega, mi večkrat zamučimo. Zdaj reci Berni, da je moja žena je tam. Zgodovinska vidika, da je eden, ki ne pozna stvari in govori, je slabo. Ne ga voli. To je moje mnenje. Se strinjamo, vsekakor. Veš kaj, Mitja, sva že več kot 1 uro, sva obljubila, da bo 1 uro. Slike so šle po moje že 3 bote skozi. Zdaj voda še nisi spil. Ma ne, jutri greš v službo, ne? Jaz sem na dopustu, tako da še en par vprašanj bova vzela, ne? Ma upam, da ne. Ne? Daj. Ne vem, ko želi to. Še en par vprašanj, da midva sva končala. Nekako sva se obvezala, če se strinjaš, drugo leto se dobivo in nadaljujemo debata od 10., 11. in 12. soške ofenzive. Začeli bomo z osvojitvijo Kuka in Svete Gore, šli na Škabriel in zaključili di Svata di Caporetto. Se strinjaš? Samo večer torej. En večer. Dobro. Malo. Dobro. Naj bomo poskušali kot danes biti sintetični. Torej, hvala še enkrat, da ste prišli in če imate kakšno vprašanje, beseda je vaša. Pejte spredaj, da vas bo jo posneli, da bo Ivo posnel, kajti današnji večer se snema in bo na YouTubeu čez dan ali 2. Tako, če ste kaj zamudili ali pa kaj ni bilo dovolj jasno povedano, tudi slike smo mu dali, tako da te slike, ki so bile prikazane, boste lahko videli tudi, se bojo vrtele skupaj z današnjim večerom. Tako da, če ima kakšno besedo, kaj za reči, kaj za vprašati, pejte sem in vprašajte.
Lep večer vsem skupaj. Če se ne poznamo, jaz sem Renato Podberšič, strič od tega, ki je za menoj, z Vrtojbe, z Vrtejbe po domače. In se, kot je gospod povedal prej, ukvarjam bolj po kmečko, tako ne zgodovinsko, da imam zgodovinske šole, tudi s temi problemi. Naša Vrtojba je doživljala prav te dneve, ko je padala Gorica, svoje vrstne stvari. 2-3 od Cvirkve vam bom prebral oziroma povedal. Najprej en dan pred odhodom, to se pravi 8. avgusta 16, je župan, Koglot Ivan je bil takrat pred vojno in med vojno še župan v Vrtojbi. Potem, ko je odšel od tukaj, je bil župan v begunstvu na Verdu pri Vrhniki. In so ga z Dunaja prosili, oziroma Goriški zbor, odbor, ki je bil deželni, ki je bil med Prvo svetovno vojno na Dunaju, je 12.9.17 v dopisu, številka ta in ta, zahteva od vrtojbenskega župana Ivana Koglota, naj pojasni usodo vrtojbenskega občinskega arhiva. Ta je na kratko 6.10.1917 opisal njegovo usodo. Vidite, da boste videli, kaj se je dogajalo v zaledju, preden so šli v begunstvo. Dne 8. avgusta, piše 1916, je potekala italijanska ofenziva na Gorico. Županstvo se je, ne da bi dobilo kakšno predhodno obvestilo od vojaških ali političnih oblasti, v naglici in med treskanjem granat pripravljalo na umik v zaledje. Župan je zjutraj ob 8. uri, torej 8. avgusta, v občinski pisarni spravljal v zaboj občinske vrednostne papirje in računske knjige prejšnjih let. Ob 10. uri je prišla v pisarno žena iz Gornje Vrtojbe, ki je redila 2 otroka, Jožefa Uršiča iz Bukovice, je imela ta 2 otroka, ki je bil pri vojakih. Mati otrok je umrla. Eden od otrok je bil bolan. Tega je rejnica odložila pred župana, rekoč, da ga ne bo več redila, in je odšla. Župan ni vedel, kaj bi z bolnim otrokom. Nobena žena ga ni hotela sprijeti. Italijanske granate pa so treskale po vasi. Ob 15.30 je župan pustil preostali občinski arhiv, razen računskih knjig, doma pustil vso govejo živino, razen volov, prašiče, perutnino in vse premičnine. Vzel je otroka in je v naglici odšel iz Vrtojbe za družino, ki jo je šele naslednji dan dohitel v Vipavski dolini. Arhiv, ki je ostal v Vrtojbi, je kar kmalu uničila vojna vihra. Vidite, to je bilo vzdušje. Nekaj časa prej, kakšni tedni, malo, so pa znajo povedati tisti, ki so pripovedovali te dogodke pred kakšnimi 10 leti, so spraševali ljudje v strahu, namreč v Vrtojbi so bile po večjih kmetijah nastavljene posadke, ki so hodile se boriti sem na Kalvarijo. V glavnem so bili Dalmatinci. In so spraševali te Dalmatince, ljudje preprosti so slutili, da se bliža vojna in da se bo kaj zgodilo tukaj. In so spraševali, ma kdaj, kaj bomo morali pustiti domove in oditi v begunstvo? In odgovor teh Dalmatincev je bil, dok je ovdje Dalmatinac, neće doći Italijanac. S tem so pomirili ali mirili ljudi. Sem vam povedal o dogodku pred padcem Gorice, zdaj pa o dogodku takoj, ko je padla Gorica, oziroma ko so prve patrulje
orožnikov, je bilo rečeno, hodili okrog po teh vaseh, tam tudi našo vas so prišli. In kaj se je zgodilo v 9. dopoldne? Še zadnji prebivalci Vrtojbe, posamezniki, so pospravljali kakšne stvari skupaj in potem šli po Vipavski dolini gor v begunstvo. Naši so bili na Ubelskem, v begunstvu, je eden povedal, in sicer gre za pogovor z Alojzem Faganel. Bil je po domače, so mu rekli Balafjo. Zakaj? Ker je delal tukaj pri Judu Balafju v Gorici in ko je hodil domov iz službe, on je bil preprost delavc tam, verjetno kaj prenašal, kakšne pač predmete in podobno v njegovi trgovini, so ljudje, ko se je vračal iz službe popoldne in so ga videli na poljih vrtojbenskih, ker se je hodilo vse peš takrat še, ne, so rekli, glej, gre Balafjo. Se ga je prijel ta nadimek, hišno ime. No, in ta Faganel je, ko potem so odšli pred prihodom Italijanov v begunstvo njegovi, in je bilo v Gornji Vrtojbi že na predelu, ki se imenuje Čuklje, blizu imenovanega Šobra, je bilo že ograjeno, niso več pustili ljudi ven. Naši so stanovali tam, kjer je doma Koglot, piše ta, ki mi je pripovedoval 16. julija 1998. Nono je pripovedoval, da je šel zadnji iz Vrtojbe. Stal je za zidom dvorišča pri Karlu Lasiču, po domače Mesarjevemu. To je Gornja Vrtojba, kjer je tisti spomenik, če greste skozi Vrtojbo, postavljen v spomin na Prvo svetovno vojno. Gornja Vrtojba je to. Ko je šla mimo prva italijanska patrulja na konjih, ki je prišla v Vrtojbo. Bili so 3 orožniki na konjih. Eden od njih je z revolverjem streljal na našega nonota za zidom dvorišča, ki se je skrival, vendar ga ni zadel, ker se je ta hitro skril za zid. Za nekaj časa potem priteče samo konj brez vojaka. In bilo je slišati strele v predelu proti Šempetru. Ampak ni bil še Šempeter, to je Gornja Vrtojba. Nono je ulovil tistega konja, ga zajahal in vija gor v begunstvo. V begunstvu so vojaške oblasti ugotovile, da je bil konj vojaški, zato je imel zaradi tega še opravilo sitnosti. Nekje na Vipavskem, tam okrog Dobravelj, so ga ustavili in mu zarubili tistega konja. To sta 2 ocvirka. Ta tretji, zelo kratek. Ko so ti vojaki prihajali, jaz sem slišal od starih ljudi, ki so bili v času Prve svetovne vojne majhni otroci in so potem od njihovih starejših očetov, bratov, nonotov, stricev slišali pripovedke o Kalvariji. In eden mi je pripovedoval, da so tisti ljudje, vojaki, Dalmatinci, bivali na njihovih kmetiji, to je iz Gornje Vrtojbe. Preden so odšli na položaje tukaj na Kalvariji, so jim dali piti ruma, kolikor so ga hoteli, in potem so veseli odšli na položaje. Čez toliko časa, ko so se vrnili, ne vem, kako je bilo to določeno, na koliko časa, je pripovedoval, so prišli krvavi, zdesetkani, čisto tiho. To je bilo vzdušje te Kalvarije, ki so jo prinašali, potem ga prinašali nazaj, kjer so bivali. In morda še en ocvirk, 14 dni tega sem se jaz pogovarjal z enim 7, 8, 9 let starejši od mene mož v Gornji Vrtojbi in mi je pripovedoval, da so ti, ki so odhajali na položaje na Kalvarijo, večkrat doživljali oziroma
povzročale tisto, kar slišimo o današnjih vojnah po svetu. Da je bil en Dalmatinec, ki je na njihovo dvorišče, kjer je bivala ta četa, prinesel uho od Italijana, ki ga je odrezal tukaj na Kalvariji, ko so napadali. Torej, to so taki življenjski odsvirki z naše vasi. Hvala.